Zakaj se zdi, da kriptotrg že kar nekaj časa stagnira? Največ razlogov je v tej negotovosti. V obdobju cikla, kjer se zdaj nahajamo, so bili ti 3 meseci vedno zelo zeleni. Zlato je v zadnjih tednih dosegalo svojo najvišjo vrednost. Bolj, ko gre v svetu narobe, boljše je za zlato. Pa mislim, da zlato momentalno ni najboljša izbira. Trenutno se zdi, da smo v nekem zlatem obdobju teh bančnih depozitov. Če imajo banke znižajo svoje rezerve, so pa banke bolj tvegane. Kateri dejavniki se vam zdi, da bodo najbolj vplivali na cene kriptovalut v prihodnjih mesecih? Obrestne mere nižajo, glede na to, da se že tiska denar, glede na to, da Kitajska krepi svoje gospodarstvo z finančnimi injekcijami, so to pozitivni signali. Ampak to se tudi enkrat konča, ravno tako se jim je 2 leti nazaj oziroma malo več zrušil tudi nepremičninski trg. Skoraj procent vseh dolarjev je v bistvu že v stabilnih kovancih. Kaj pravzaprav vidva pričakujeta na kriptotrgu do novega leta? Lepo pozdravljeni v Incrementum podcastu. Moje ime je Marjeta in danes gostim Benjamina Samotorčana, direktorja prodaje v podjetju Incrementum, ter Aljošo Zelnika, licenciranega strokovnjaka za finančno svetovanje. Lepo pozdravljena. Pozdravljena. Pogovarjali se bomo o trenutnem stanju na finančnih trgih, kako globalno dogajanje vpliva na trge kapitala, ter kaj lahko pričakujejo vlagatelji še posebej na kriptotrgu. Dotaknili pa se bomo tudi par drugih perečih tematik o kriptosvetu. Pa kar začnimo, torej s trenutnimi globalnimi in ekonomskimi razmerami. Kakšni so trenutni znaki, da bi lahko v Evropi prišlo do recesije in kakšne bi bile posledice za finančne trge, ki so trenutno na zgodovinsko kar visokih ravneh? Ja, avtomobilska industrija je najbolj kritična panoga v Evropi, tudi ima veliko zaposlenih pa odvisnih od avtomobilske industrije. Vse kaže pa, da bomo prišli na nek mehak pristanek in da si obetamo lahko neko normalen razvoj dogodkov. Se pravi, pomembno je, da ostane število brezposelnih nizko in tukaj se tudi kaže neko vseeno odpornost gospodarstva. Vseeno pa jaz mislim, da neki pretresi v avtomobilski industriji pa lahko zamajo, ampak bolj odvisno na ta sektor, pa tisti, ki so odvisni od tega. Dobra stvar je tudi, da se obrestne mere nižajo, kar kaže tudi na neko pozitivno dogajanje v gospodarstvu in dostopnost kreditov se bo s tem olajšala. To lahko vpliva tudi na prodajo nepremičnin ali pa tudi na financiranje samih podjetij in razvoj podjetij po vseh ostalih panogah, razen, tako kot sem že rekel, avtomobilska industrija bi znala imeti probleme. Benjamin, kako naj vlagatelji ukrepajo v tej situaciji, da jih recesija ne bi prizadela? Ja, ne samo v takih časih, ampak zelo smiselno kot investitor je svoje investicije diverzificirati, se pravi razpršiti. Zdaj, če se nanašamo na evropsko gospodarstvo, ki se recimo je malo ohladilo, indikatorji pa kažejo, da bo res to en mehek pristanek. Za razliko od Amerike pa Kitajske, ki pa subvencionira gospodarstvo in viša globalno likvidnost, se pravi pošilja denar v gospodarstvo za doseganje večje gospodarske rasti, tako da te zadeve so vedno smiselno, ne samo v kakšnih takih obdobjih, ko recimo evropskemu gospodarstvu ne kaže najbolje, da nismo vezani samo na evropsko gospodarstvo z investicijami, ampak da jih razpršimo na več segmentov. Vedno je razpršitev tista, ki tvori dodatno varnost, se pravi, če gre Evropi malo slabše, ni nujno, da gre Kitajski slabše, tako da bolj, ko imamo investicije razpršene, bolj ravna je naša investicijska krivulja oziroma manj stresna, če lahko temu tako rečem. Zdaj, kriptovalute še nikoli niso prestale tiste prave gospodarske recesije, a ne? Kako pa meniš, da bi trg odreagiral na takšno situacijo?
Ali je že dovolj velik, da bi to lahko preživel? Ja, zelo dobro vprašanje. Zdaj kriptotrg kot tak, ki ga danes poznamo, se pravi vse te njegovi razbohotenosti, se pravi imamo zelo veliko kriptoprojektov oziroma kriptovalut, res še ni doživel recimo take gospodarske krize, kot smo jo doživeli v letu 2008-2009. Ta prva je bila to finančna kriza, pa potem še gospodarska. Ja, skoraj konec sveta je bilo takrat, tako da takrat kriptovalut še ni bilo. Tako da za tisti čas lahko rečem, da je bil pa leta 2010 na trg lansiran Bitcoin kot odgovor na to krizo, se pravi blockchain tehnologija. Namreč do te krize je prišlo, recimo Lehman Brothers je manipulirala z svojimi kreditnimi pogodbami, torej so dajali kredite, ki so bili nezavarovani, ki so bili dani ljudem, ki so bili kreditno nesposobni, vse to so v bistvu lahko priredili, tako da je vse izgledalo lahko in sploh. In to je potem botrovalo, da je pač pripeljalo to do velike finančne krize in kasneje tudi gospodarske. In Bitcoin je bil lansiran kot odgovor, kot rešitev na to, se pravi, če bi te pogodbe delovale oziroma banke uporabljale blockchain tehnologijo, do teh manipulacij ne bi moglo priti. Zdaj, kako se bi kripto obnašal, če bi še enkrat doživeli tako recesijo, tako krizo, bi težko rekel, lahko pa gremo malce naprej, recimo na obdobje leta 2020, ko je bila razglašena epidemija koronavirusa. To je bilo za finančne trge takrat nekaj novega, v bistvu tudi za človeštvo, nismo še tega doživeli. In ja, takrat so trgi odreagirali zelo negativno. Zlato recimo je padel za več kot 20%, delniški indeks S&P 500 za več kot 40%. In ja, kripto več kot 60%, tako da se je kripto v tej situaciji obnašal enako kot ostali finančni trgi. Kako bo pa naprej, se pravi, ko bo kriptotrg večji, močnejši, bolj poznan, bolj uporabljen, pa mislim, da če bo prišlo do takih situacij kot recimo 2008-2010 oziroma 2009, upam, da ne, ampak lahko pa pride, nikoli se ne ve. Mislim, da bo enako kratkoročno lahko močno padel, če ga bojo takrat tretirali oziroma bolj tretirali kot digitalno zlato, pa lahko v določenem obdobju potegne svojo špuro, se pravi, da bo rastel tako kot zlato recimo. Zdaj Bitcoin se že tretira kot digitalno zlato, vendar je še to vse bolj na začetku. Se pravi, ko bo trg velik vsaj toliko, kolikor je tržna kapitalizacija zlata, se pravi nekje 15 000 milijard. Trenutno je kriptotrg vreden dobrih 2000 milijard, torej ima še ogromno potenciala, da se razvije in takrat bo mogoče lažje odgovoril, pa bolj točno, kako se bo kriptotrg obnašal v takih situacijah. Aljoša, zlato je v zadnjih tednih dosegalo svojo najvišjo vrednost, kar pogosto kaže na povečano negotovost na finančnih trgih. Glede na to, da se zlato tradicionalno obravnava kot neko varno zatočišče, me zanima, kakšne razloge lahko pripišemo temu porastu? Največ razlogov je v tej negotovosti na trgih. Imamo en kup nekih kazalcev, ki kažejo pozitivno, da bo vse v redu, da bomo rasli. Imamo pa tudi nekatere, ki kažejo, da mogoče ni vse v redu, da so podjetja predraga, in potem ne vemo, kam bi se obrnili. Tudi velik faktor so tudi ameriške volitve. Trenutno ne vemo, kam bojo šli. Jaz pravim, da je vseeno, kam grejo v Ameriki, ampak bo že to boljše, ker bomo vedeli, po kateri poti gremo, ker zdaj sta dve na voljo. Ena boljša za trge, ena malo manj ugodna za trge. Evro je od leta 1999 v primerjavi z zlatom izgubil kar 89% svoje vrednosti. Kljub temu pa Slovenci kar 25 milijard hranijo na bankah. Zakaj imajo v bistvu Slovenci kljub tem faktom tako veliko zaupanje v depozite in valute, hkrati pa zelo malo vlagamo v druge finančne instrumente?
Ja, tvoje ugotovitve so pravilne. Res Slovenci imamo preko 25 milijard na bančnih vlogah, se pravi na depozitih. Zakaj? Smatram, da v času baby boom generacije, to so pač ljudje, ki niti niso imeli dostopa, da investirajo kam drugam, niti ni bilo potrebe dejansko. In tudi na bančnih vlogah so bile tudi kar boljše obrestne mere takrat, tako da je to na nek način zagotavljalo ohranjanje realne vrednosti, kar danes ne moremo reči. Se pravi, navade baby boom generacije se prenašajo na mlajše generacijo, na milenijsko generacijo, generacijo Z. Te navade, vendar že opažam, da se tudi ta trend spreminja, predvsem zdaj, ko bomo priča največjemu prenosu premoženja z baby boom generacije na milenijsko generacijo. Ja, in digitalizacija je pač tista, ki je tudi naš vsak dan spremenila, tudi baby boom generaciji se morajo prilagoditi tehnologiji. Včasih so bile recimo bančne knjige, danes so to vse na kartici. Ne poznam, kdo bi imel še bančno knjigo, oziroma to sploh več ne funkcionira. In tukaj pač ocenjujem, da je glavni razlog, da imamo Slovenci zelo veliko svojih prihrankov vezanih na banki, kar je pa v današnjih časih zelo slabo. Bi pa tukaj mogoče še tudi poudaril, da sama finančna izobraženost, pismenost je, bom rekel, na zelo nizkem nivoju, in če ti nimaš nekega finančnega znanja, potem se raj takim bolj sodobnim investicijam izogneš, se pač poslužuješ tisto, kar poznaš, to so pa pač depoziti, nepremičnine pa zlato, recimo, ne. Tako da, ko sem jaz začenjal svojo finančno pot, recimo v letu 2008, ko sem nekoga vprašal, če pozna delnice, ne, so bili odgovori malo za hec, malo pa za res tudi, ja, da poznam, ampak da tam pa še ni bil, ne, kot kraj na Hrvaškem v bistvu, ne. Tako da je bilo zelo slabo, zdaj se je to že spremenilo. Se pravi, danes slovenski investitorji se tudi zelo veliko že poslužujejo investiranja v vzajemne sklade, se pravi to dolgoročne naložbe kot varčevanje in tako naprej. Ja, in tukaj je v bistvu še zelo veliko rezerve, oziroma bom rekel, da bomo imeli mi še veliko dela, da pač ljudi izobrazimo na tem področju, da pač je danes banka neprimerna za shranjevanje naših prihrankov, ker enostavno ne zagotavljajo ohranjene realne vrednosti, kaj šele, da bi si svoje prihranke povečali. Kljub temu, no, da so zdaj recimo bančni depoziti kar dobro nagrajeni v primerjavi z inflacijo, torej če gledamo zdaj inflacijo na letnem nivoju, je slab procent, ampak to ne pomeni, da ni inflacija, ne. In ljudje, ki se pač poslužujejo depozita, zdaj dobijo recimo na bankah med 2 in 3% recimo obresti na depozit. Zdaj ponavadi je tako, da daljši, ko je depozit, se pravi daljša vezava, večje so tudi obresti, ne? Ker na podlagi depozita lahko banka tudi kreditira. Ampak vedno se pa moramo vprašati, ne, kaj banka naredi z našim denarjem, da nam da 2 do 3% obrestne mere, ne. In odgovor je enostaven. Ne da ga v predal, pa čaka 3-5 let, da vi pridete pa dobite, ne vem, če ste 100.000 evrov dal na depozit, da dobite, ne vem, 103.000 evrov, ne. Ampak v bistvu ona s tem denarjem oziroma delom tega vašega depozita nastopa na finančnih trgih, kjer pa dosega bistveno višje donose. Torej banka dela dobičke za sebe, ne za depoziterja. Namesto tega, da bi se pač mi posluževali teh dobičkov oziroma teh donosov, se jih v bistvu na račun naših prihrankov, našega dela poslužuje banka, ne. Zato, če lahko povem primer, recimo nek 3-letni depozit, recimo če bi se zdaj vrnili 3 leta nazaj, pa bi takrat sklenili depozit, takrat sicer niso bile toliko visoke obresti, so bile tam nekje do 0,5%, ampak rečemo, da bi bile 3, ne, koliko so danes recimo. Recimo v 3 letih je bila inflacija več kot 18%. Torej z našim depozitom mi nikakor nismo ohranili svoje realne vrednosti pri svojih prihrankih, še manj pa, da bi ga dodatno oplemenitili.
Kaj se je po tem času v zadnjih 3 letih dogajalo na drugih finančnih trgih, vam pa lahko povem, recimo, da je kriptotrg zrastel za nekaj 600%, da so recimo tehnološke delnice zrasle tudi po 200%, tako da te dobičke je pač požela banka oziroma uporabila oziroma izkoristila za sebe, nam bo dala pa tiste 2-3%. Če zdaj pogledamo, kaj bi mi lahko imeli, pa ima banka namesto nas nam da pa 2-3%, pa se treba vprašati, ali je res smiselno imeti vse prihranke na banki, ne. Vsekakor danes moraš biti zinvestiran, ampak ne na banki, če hočeš ohraniti svoje prihranke oziroma da bi jih še povečal. Preden nadaljujemo in če želite izvedeti še več o investiranju v kriptovalute, se na povezavi spodaj prijavite na posvet. Kaj pa lahko pričakujemo od zlata v prihodnosti? Je trenutno še smiselno vlagati vanj, čeprav smo realno, zgodovinsko na najvišjih vrednostih? Drži, zlato je danes na rekordnih nivojih. Če bi gledali graf gibanja cene zlata, lahko ugotovimo, da se v bistvu želi še eksponentna rast, in po vsaki taki eksponentni rasti ponavadi sledi popravek. Zdaj, kar se tiče zlata, a ga je smiselno kupovati zdaj? Jaz pravim tako, v zlato vedno vstopate kot dolgoročni investitor, in če vstopate kot dolgoročni investitor, se pravi, da vi zlato kupite danes, pa pogledamo čez 20 let, ga boste sigurno danes poceni kupili, ne. Če pa gledate bolj špekulativno, se pravi, da bi zlato izkoristil za kakšne hitre dobičke, pa mislim, da zlato momentalno ni najboljša izbira. Aljoša, kakšen pogled pa imaš ti na to? Ja, zlato je zdaj, tako kot je že Beno povedal, je že kar visok. Tudi se pričakuje, da bo drug let malo na zatonu oziroma na stagnaciji. Je imel sicer v tem letu nek skok, kar se ljudje pol hvalijo, ne, da je kar velik naredil, ampak zlato je tudi zaostajal v letih 21 pa 22, takrat, ko je bila najvišja inflacija, ne. Zdaj se je v bistvu s tem malo izenačil, kar je prej malo počasnejši hodil za inflacijo, ne, če gledamo sam iz tega. Sam jaz tudi ne priporočam imeti preveč zlata, ne. Zdaj, če smo zelo konzervativni, to pomeni, da ga je dovolj 10% v našem celotnem portfelju, ne. Ker zlato je ponavadi zaščita pred, bolj, ko gre v svetu narobe, boljše za zlato, no. Če bi zelo posplošili, ne gre vedno tako, tudi zdaj rase in zlato in delniški trgi rastejo, ne, se pravi. Določeno obdobje grejo vsi skupaj v isto smer, ali gor, ali malo dol, ampak večji potencial imajo delniški trgi pa kriptovalute, ne, ki so pa zdajle malo jim je sapa ušla, ne, kar je pa zelo fajn, ne, ker je boljše kupovati poceni kot pa drago, ne. Potem, a ne, ljudje, če bi že dali samo zlato, da bi imeli pol zlata pa pol teh aktivnih naložb, delnic in kriptovalut, a ne, in rečemo, da bi se lepo menjali, ko gre zlato gor, delnice padajo, in ko gre delnice in kriptovalute rastejo, zlato pada, in če imamo pol, nikamor ne pridemo, a ne, ker vedno bo eno vlekel dol, en pa gor, a ne. Tako kot bi vlekli za štrik in vsak na svojo stran, ne pridemo daleč, če smo enako močni. No, pa se vseeno dotaknimo še malo obrestnih mer na obveznice, depozite in zakladne menice. Kako zniževanje obrestnih mer vpliva na vrednost obveznic in zakladnih menic in kakšne smiselne alternative imajo vlagatelji v tem trenutnem okolju? Nižanje obrestnih mer, lahko se še malo na zlato vseeno navežem, ponavadi malo pozitivno vpliva tudi na zlato, ampak zaradi tega, ker rata spet malo bolj privlačena, ne, ker pa če si približan na istem donosu 4-5%, je pol vseeno, če imaš denar na banki, ne. Na obveznice pa vpliva tako, da se obveznice podražijo, ne. V bistvu obrestna mera za nove izdane obveznice se poveča, ampak stare morajo pa to izenačiti in to kompenzirajo, ne, da če mi kupimo obveznice, so ponavadi po 3500 € je ena,
jo bomo mi kupili po 3600, ne. Se pravi, bomo tam minus naredili, ampak večje obresti bomo dobili. Trenutno se zdi, da smo v nekem zlatem obdobju teh bančnih depozitov. Na nekaterih slovenskih bankah ponujajo kar 3% obrestno mero, kar pa trenutno presega inflacijo. Je to priložnost smiselno izkoristiti v teh nepredvidljivih finančnih časih ali vseeno obstajajo kakšne boljše alternative za donose? Vsekakor, se pravi, bančni depoziti nas lahko pahnejo v eno past. Namreč res je, da zdaj recimo so obresti večje, kakor je inflacija, ampak to pa ni nujno. Že prej sem povedal primer, da recimo 3-letna inflacija bila več kot 18% in to že zagotavlja ohranjanje realne vrednosti, dejansko delamo minus na banki. In ja, če imamo mi zaklenjen denar, se pravi, ko damo mi na banko denar vezati na depozit, se pač temu denarju odpovemo za določeno obdobje, ki ga pač dogovorimo z banko. Zdaj je to 1 leto, je to 3 leta, je to 5 let, lahko tudi 10 let. Se v bistvu lahko javimo v past, ko se lahko v enem trenutku razmere v gospodarstvu, v svetu toliko izboljšajo in takrat smo mi ujeti, ker ne moremo tega depozita razvezati. Če ga razvežemo, bomo pač unovčili svoj minus, mogoče to tudi v določenih situacijah ni toliko slabo narediti, ampak dejansko smo prevezani, in v bistvu trgi bodo naredili lepe donose, ki ne samo, da nam bojo ohranili realno vrednost, ampak tudi povečali naše prihranke. Nam v bistvu bančni depozit to onemogoča. V času korone, to je bilo nekje aprila 2020, sem se pogovarjal z eno gospo, namreč takrat tudi niso bili možni osebni sestanki, ker so bile pač prepovedi. Po telefonu so se pogovarjala in mi je gospa rekla: poslušajte, jaz sem imela na bančnem depozitu zdaj sredstva, sem zelo razočarana, namreč nisem dobila, jaz sem se odločila, da bom kar pri vas investirala, pa kar bo. Se pravi, gospa čisto nepoučena v smislu kriptotrga, ker takrat je bil kriptotrg tudi zelo poceni in v bistvu njena investicija je bila takrat optimalna. Se pravi, po tistem koronskem padcu, to je bilo aprila 2020, je v bistvu zelo ugodno investirala. Moram reči, da je skozi obdobje investiranja upoštevala moje nasvete, tako da investirala je 30 000 evrov. Jaz sem imel čez nekje 3 tedne še klical, če je mogoče še kaj prihrankov, ker sem pač dobil informacijo, da bo trg še dodatno eskaliral. Rekla, mama, nakažem, in nakazala, se pravi, tukaj ni bilo nobenih pogajanj pa teh zadev. Seveda sem ji tudi vse razložil, tudi upozoril na vse slabosti, recimo, ali pa ne slabosti, pač pravil investiranja v ta segment finančnega trga. No, ta gospa je po 17 mesecih me zopet poklicala, nagovorila me je z besedami: gospod Benjamin, hvala lepa, dosanjala sem svoje sanje, jaz bom ta denar zdaj dvignila in si bom kupila stanovanje na Obali. To sem si cel življenje želela in zdaj bom jesen svojega življenja preživela na Obali v svojem stanovanju. Jaz sem ji sicer svetoval, ja, to je bilo kar nekaj 100 000 evrov, ko jih je dvignila, da naj še malo pusti v trgu, ker trg še ni naredil vsega, tako da tudi to je upoštevala, da je pustila še en delček investirano, tako da se je zdaj še naprej plemeniti. Ja, in to je ena taka zgodba, no, ko je gospa nejevoljna, jezna zaradi bančnega depozita, potem investirala, z investiranjem praktično ni imela nobenih izkušenj, prepustila se je pač strokovnjaku, svetovalcu, ki je skrbel pač za njeno investicijo, in to se je zelo obrestovalo. Aljoša, bi še ti kaj dodal? Jaz bi se še enkrat dotaknil malo obrestnih mer pa vezave. Slovenske banke nam ponujajo vezave tam okoli 3%, pa tudi do 3,5%. Iste procente pa lahko dobimo v Evropski uniji na nevezan denar, se pravi, bo denar še vedno nekaj naredil in lahko je to tudi neka priložnost, da se takrat počaka z enim delom denarja za prave priložnosti za loviti, medtem ko pa tudi
premožni posamezniki ali pa cele družine, ne, pa veliko tudi uporabljajo alternativne naložbe, predvsem alternativne obveznice, kjer pa lahko pridejo tudi obrestne mere do 15%, ne, tam se pa že lahko pogovarjamo o kakšni vezavi tudi za 2-3 leta. Ne, ampak za take naložbe pa treba do koga pridati, ne, in tudi strinjam se, da je tako stanje v Sloveniji predvsem zaradi nepismenosti Slovencev. Zaradi tega imamo tudi drage nepremičnine, ker ljudje ne znajo vlagati v drugam kot denar na bankah imeti ali pa v nepremičninah, in se dogaja v neki v bližnji okolici, pri meni doma je en blok, ki je že en leto vse kupljeno, vseljeno, ampak blok je praktično prazen, ker jih kupujejo na zalogo, ker to pa pač samo raste, ampak niti ni res. Nepremičnine so lahko zelo tvegana naložba, ne. Če sam pogledamo, pride vojna, bojo cene vse izgubili. Prej smo že omenili Kitajsko in vemo, da ima Kitajska pogosto navado, da pospešeno vnaša likvidnost v svoj finančni sistem v zadnjem četrtletju leta. To vsakoletno povečanje denarnih injekcij lahko pojasni, zakaj smo pravzaprav leta 2023, medtem ko so ZDA omejevale likvidnost, zvišanje obrestnih mer, videli, da sta se Bitcoin in Ethereum gibala po vzorcu rasti globalne likvidnosti skozi zadnje in prvo četrtletje naslednjega leta. Aljoša, lahko to malo pokomentiraš? Likvidnost je fajna, ne? Če je večja, več imamo denarja, manj je ta denar vreden, bolj smo zainteresirani vlagati nekam drugam, ne? Da bomo več dobili za svoj denar oziroma da bomo denarju na dolgi rok povečevali vrednost, ne? Ampak to je lahko tudi past, ne? Tako razmišljajo nepoučeni vlagatelji ali pa zelo naivno, ne? Saj, okay, to je pozitivna stvar, gospodarstvo bo raslo, vse bo raslo, ampak nihče se pa ni šel to bolj temeljito pogledati in se vprašati, kaj se to zgodi, ne? Če imajo banke, znižajo svoje rezerve, ne? Se pravi, so pa banke bolj tvegane, ne? In povečujejo v bistvu tveganje. Kitajci svoje monetarno politiko pa fiskalno delajo malenkost drugače kot pa v Evropi, zato ne moremo direktno primerjati, koliko je bančna rezerva v Evropi, koliko je pa na Kitajskem, ne, ker Evropa ima še malo nižje, ampak ima pa druge varnostne mehanizme in tukaj prihaja, ne, Evropa se je naučila v krizi, da je treba malo gledati, da nimamo preveč slabih kreditov, ne. In Kitajci imajo pa veliko slabih kreditov, ker so vse banke v državni lasti oziroma večina njih. To država pol pač rešuje na način, da gasijo pa mečejo denar noter, ne. Ampak to se tudi enkrat konča, ravno tako se jim je 2 leti nazaj oziroma malo več zrušil tudi nepremičninski trg. In Kitajska se še od takrat ni pobrala, ne, in ima 2 leti beleži padec oziroma neko stagnacijo na trgih. Letos je bilo pa zdajle v tem zadnjem obdobju res malo večji skok, ker se je čutila neka ta pozitivnost, ne, in tudi to, da prihaja denar, ne, ampak po drugi strani so pa ravno v tem tednu Kitajci rekli, da kaj pričakujejo, a ne, so pa rekli, ja, nekako upam, da tistih 5% bomo že zmogli, saj smo jih vsak let, a ne, bomo pa še letos, ne bo čisto tako enostavno. In zelo tako so bili neprepričljivi in trgi so že v tem tednu vsaj 5% padali, kitajski, ne. In v bistvu ni vse tako enostavno, ne, vedno moramo gledati in dobre stvari in slabe stvari in skupaj dati in se na podlagi tega šele odločati, ne, in tudi ne, zdaj, če je september ali pa oktober en super mesec, to ne pomeni, da bo vsak mesec, ne, lahko tukaj povem en pripetljaj, ker sem hodil tudi na neke stvari v Ljubljano 2 leti nazaj, rečemo decembra, je bilo tako, da je vsak četrtek je padal sneg v Ljubljani, v bistvu 3 tedne zapored, in zdaj ne moramo mi kar posplošati, v decembra pa v Ljubljani
vsak četrtek pada sneg. Ne bo. Se je pa zgodilo 2 leti nazaj 3 tedne zapored. Benjamin, kako lahko pričakujemo, da se bo kriptotrg odzval glede na letošnje poteze z davčnimi reformami Kitajcev v kombinaciji z rezanjem obrestnih mer tudi v Evropski uniji in Združenih državah Amerike? Tako kot je že Aljoša povedal, se pravi, Kitajska z finančnimi injekcijami veča globalno likvidnost, se pravi denarja globalno je več, ki ga je pač treba zapraviti, se pravi to je ta denar, ki ga lahko zapravimo in investiramo karkoli. V Ameriki so že v mesecu septembru znižali obrestne mere. To zdaj ne pomeni 5,5 so bile obrestne mere, zdaj so pa 5, nekih velikih sprememb ni, ampak vsekakor se pravi višanje globalne likvidnosti, nižanje obrestnih mer, ki mislim, da se bojo še nadaljevale. In slej ko prej se bo zadeva v Ameriki tudi vrnila na ta nivo, da bojo spet začeli tiskati denar. V Evropi ga že, tudi v Evropi že znižujejo obrestne mere. In to splošno gledano zelo pozitivno vpliva na finančne trge, ne samo na kripto, na vse. Tukaj smo lahko optimistični. Ker smo ravno pri kriptotrgu, zadnje čase se med Solano in Ethereumom vedno bolj zaostruje tekmovanje za zmagovalca med Layer 1 projekti na blockchainu. Čeprav si vlagatelji vseeno želimo, da bi zmagala oba projekta, je na kriptotrgu žal redko tako. Benjamin, kako se ti dva projekta med seboj razlikujeta in na katerih področjih bi lahko v prihodnosti zmagal Ethereum ali Solana? Jaz niti ne bi rekel temu tekma. Je pa res, da sta oba na blockchainu oziroma na Layer 1 zelo močna. Ethereum je blockchain druge generacije, je druga najstarejša kriptovaluta, se pravi po Bitcoinu se je plasiral tudi Ethereum, Solana bistveno kasneje. Ethereum, tako bom rekel, po ocenah nekje 2/3 teh malih kriptoprojektov, ki nimajo svojega blockchaina, uporabljajo Ethereum blockchain. In tukaj pri Ethereumu razvijalci oziroma programerji delajo bolj počasi, ker tukaj se napake ne sme narediti. Se pravi, če bi bilo karkoli narobe, bi lahko praktično 2/3 kriptovalut ugasnili čez noč praktično. Tako da vsaka sprememba, ki jo delajo na omrežju Ethereum oziroma na infrastrukturi Ethereum, zahteva najmanj 100 pregledov testov, 1000, preden se odločijo to spremembo lansirati na trg. Za razliko od Solane, ki je pa hitrejša, bolj enostavna, bolj prilagodljiva, so imeli pa tudi svoje težave, ker mi je pa enkrat omrežje recimo dol padlo. Tako da razlika med Ethereumom pa Solano je v tem, da je Ethereum, lahko rečem, bolj zaupanja vredno omrežje kot Solana. Če gledamo, se pravi total value locked, recimo ocena za Ethereum nekje 44 milijard, v primerjavi s Solano, kjer je total value locked nekje 5 milijard. Se pravi 44 milijard ali pa 5 milijard, že to ti da, komu ti lahko bolj zaupaš. Smatram, da Ethereum omrežje, ki pač ima svoje slabosti, namreč je počasnejši, če zdaj omenim TPS, se pravi transaction per second, se pravi ima Ethereum 15 transakcij na sekundo, v primerjavi Solano, ki jih ima 7200. Se pravi Solana bistveno hitrejša in tudi cenejša. Se pravi, lahko tako rečem, da podjetniki uporabljajo Ethereum omrežje za resne projekte, to, kar ima neko realno osnovo. Za Solano pa mogoče bolj manjše osebe za kakšne manj zahtevne aplikacije, ki delujejo na blockchain tehnologiji, recimo gaming področje, kakšne igrice in tako naprej.
Tako da kdo bo zmagal, tako kot se je reklo, vsi si želimo, da bosta oba. Zdaj, po mnenju, se pravi, analiz oziroma zadev, ki se obetajo na kriptotrgu, po pač nekih analizah, izračunih, zdaj tudi ETF, namreč Ethereum ima že odobren ETF, za Solano se zdaj to še pripravlja. Vanek, recimo pa 21 Shares sta že vložila dokumentacijo za odobritev ETF Solane. Zdaj, vemo, kaj se je zgodilo, ko se je odobril ETF na Bitcoin. Se pravi, Bitcoin je v začetku leta, se pravi 10. januarja, ko so bili odobreni ETF-i na Bitcoin, dejansko ga je to pognalo na nove najvišje vrhove, se pravi, je presegel svoj all-time high iz prejšnjega vrha. Zdaj sicer naredil nek popravek, ampak nič hudega. In na podlagi teh analiz, če se bi isto zgodili z Ethereumom in pa Solano, se pravi, Ethereum ima že odobren ETF, vendar še ni toliko eskaliral, kot je Bitcoin. Ampak če se v bistvu ponovi ista zgodba kot v Bitcoinu, lahko vidimo Ethereum pri cenah, ne vem, 15-20 tisoč dolarjev za en Ethereum, za Solano, pa tukaj, če se zgodi ta najboljši scenarij, pa lahko pričakujemo tudi več kot 20-kratno povečanje, recimo, ne, kar bi pomenilo, da bi bila ena Solana tam okoli 3600 dolarjev. Ne. Tako da to ni vse finančni nasvet, da je treba zdaj v to investirati, ampak to so pač neka predvidena, če bi se recimo to zgodilo. Kaj se bo zgodilo, bomo povedali. Sam osebno dolgoročno bolj stavim na Ethereum, mi je pa tudi Solana priljubljena. Tako. Kaj pa ti, Aljoša, kateri projekt je tebi bolj pri srcu? Ja, bi tako rekel, no, če bi mogel zdaj na hitro reči, bi rekel, da Ethereum bo siguran na ta srednji rok 3 leta boljši od Solane, ker na dolgi rok je pa odvisno, katera tehnologija bo prevladala, ni pa nujno, da Solana ne dobi kakšnega tekmeca, ne, ki bo bolj stabilen kot Ethereum, pa tako hiter kot Solana. Ne. To je pa tisto, kar ne vemo, ampak delamo z informacijami, ki jih imamo danes na voljo. Zdaj verjetno naše poslušalce, ki spremljajo naše novice, zanima, kako lahko aktualno geopolitično trenje na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini pritiska na globalne finančne trge in kakšen vpliv ima tako dogajanje tudi na kriptotrg. Ali lahko pričakujemo, da bo to zmotilo potek ciklov rasti in padanja, ali pač ni razloga za strah? Zdaj direktne povezave jaz tukaj ne vidim, oziroma lahko bi malo špekulirali, pa bi rekli, blockchain se lahko uporablja, zelo veliko se uporablja za varnost. Ne. Se pravi, če so vojne, rabimo tudi neko varnost, kibernetsko varnost in lahko še pospešijo kakšen razvoj same tehnologije. Kar se pa tako normalno tiče trgov, je pa vsaka napoved vojne en tak kratkotrajen šok za trg, ampak lahko bi to enačili tudi, če prileti nek cunami v obalo Amerike, bojo trgi padli čez noč 20-30%, ko bojo ljudje zadihali, saj smo še živi, bomo delali naprej, bomo razvijali naprej, bomo živeli naprej, se pa te trgi hitro v 2 mesecih se nazaj popravijo. Se pravi, ni fajn preveč spremljati vseh novic pa vseh dogodkov, ker jih je preveč, pa prehitro so nam dosegljivi in pa nas lahko glava boli skozi, lahko pa mirno investiramo, prepustimo strategije pa skrbi upravljavcu, pa bo on za nas nekaj naredil. Pa bi se mogoče v takih časih vlagatelji morali usmeriti v kakšne bolj stabilne naložbe? Bolje samo, da investiramo ali če gledamo samo geografsko, v področja, kjer ni vojne ali pa kjer ni nekih konfliktov ali pa ni tako kot Evropa v avtomobilski industriji trenutno v podrejenem položaju. Ne. Če imamo likvidne naložbe, se mi lahko hitro premikamo med eno pa drugo in lahko celo z vojnami, s temi kratkotrajnimi padci lahko izkoristimo in še stvari dokupimo. Hvala. Benjamin, imaš tudi ti mogoče kakšen specifičen pogled na to? Ja, v bistvu te geopolitične razmere
ki trenutno pač vladajo v svetu, tukaj imamo v mislih pač vojno v Ukrajini, pa zdaj to dogajanje na Bližnjem vzhodu. Trgi ne marajo negotovosti. Se pravi, negotovosti tudi v tem, zdaj bom mogoče kdo rekel, ne, če se bojo zdaj, ne vem, Izrael pa Iran spopadli, je to za trge v redu, ker so se spopadli. Ne. Tudi ko je Rusija napadla Ukrajino, ne, so bili pač neki popravki na trgih, ko je bilo negotovo, zdaj se že 2 let bijejo dol, ampak trgi pa vmes delajo normalno. Ne. Tako da ta negotovost je pa tista, ki pač naredi neko paniko. Zdaj recimo v avgustu smo bili deležni ene korekcije, ko je Japonska centralna banka zvišala obrestne mere, pa zelo slabe informacije so povedali z ameriškim gospodarstvom, da se pač brezposelnost povišuje in tukaj je zavladala neka panika in je to tudi pognalo trge v manjši popravek. Potem so še te pač geopolitične razmere, bombe, Irak, Iran in tako naprej vplivali, da je zadeva še malo šla nižje. Ampak ko se je ugotovilo, da to ni, pač so trgi šli normalno naprej. Tako da ja, ta negotovost je tista, ki pač dela korekcije na trgih. Korekcije so pa vedno sestavni del vsake investicije, razen bančnega depozita. Pa ne zdaj, da je bančni depozit dober, bančni depozit gre samo navzdol, kar smo že prej ugotovili. Ampak kamorkoli investiramo, se pravi na trg finančne trge, bo vedno prisotno nihanje. V določenih segmentih bolj, v določenih segmentih manj, ampak v vsakem segmentu ne bo šlo samo gor, se pravi vedno bo žagal, tako kot življenje. Nič ne gre samo gor, ampak se vse v bistvu dogaja v nekih nihanjih, ciklih in tukaj pač moraš znati enostavno, tako kot je že Ljoša rekel, plavati med različnimi segmenti finančnega trga, se pravi iskati priložnosti za poceni vstop in iskati potenciale za rast, in ko je drago, pač prodamo. Zato rabiš pa kar nekaj znanja pa časa, da se znaš s tem spopasti, bom rekel. Ne. Zdaj, če si dolgoročni investitor, tukaj ne vidim nekega problema, če pa iščeš neke hitrejše dobičke, je pa smiselno, da pač raziščeš trg in vstopaš poceni in prodajaš drago. To je vsa filozofija. Zakaj kriptovalute v zahodnem svetu niso tako sprejete, kot bi pravzaprav lahko bile? Kako kripto omogoča dostop financ tam, kjer tradicionalni finančni sistemi niso na voljo? Ja, za zahodni del oziroma za razviti del so kriptovalute nekaj novega in se to smatra bolj kot za investicijo. Če pa gledamo v bistvu področje, kjer je pa svet okrnjen, če tukaj recimo izpostavljam države, kot so Kenija, Gruzija, Gana, Južna Amerika, pa Nigerija. Če vam povem podatek, da tam 60% prebivalcev nima bančnega računa, kar je recimo za zahodnjaka čudno, kar nimajo bančnega računa. Ne. Tako da v bistvu zahodni svet je navajen s temi bančnimi storitvami, s parimi kliki lahko kupujemo preko interneta, si prenakažemo denar, tukaj ni nobenega problema, investiramo. Za razliko od njih, torej v teh državah, kjer ljudje dobivajo denar v gotovini, se tudi soočajo z visoko inflacijo. Tudi recimo v naši prejšnji skupni državi smo bili priča hiperinflaciji in vemo, kako je bilo, ko smo dobili plačo, smo mogli hitro konvertirati v druge valute, takrat v šilinge pa marke nemške, če se spomnite. No, oni pač tudi morajo rešiti te situacije, kako se zaščititi, kako svojo plačo obvarovati, da bo kaj vredna. In ja, tam banke, ne vem, a so tako odprte, ka pri nas pa na vsakem vogalu, da je nebržne. Torej, da zaščitijo svojo plačo, konc koncev, morajo čim hitreje urgirati in v bistvu prej to naredijo in to je za njih samoumevno, se pravi kriptovalute, kjer preko stabilnih kovancev v bistvu svojo plačo zamenjajo in preko stabilnih kovancev dostopajo do dolarjev, ki je bolj stabilen kot njihova valuta. Ne. Stabilni kovanci so za njih rešitev, ker druge ni. In na tem delu oziroma na tem področju je kripto edina rešitev praktično. Ne. In to govori tudi v bistvu podatek, da preko
promet preko stabilnih kovancev na mesečni ravni 2,6 milijarde na mesec v bistvu gre, se preliva kapitala čez stabilne kovance, kar je 3-krat več kot velikan Visa, recimo. To recimo zahodnjaki ne vejo, se ne zavedajo tega, ampak njim je pa to v bistvu rešitev, ne? In dolgoročno ali pa srednjeročno tudi njihovo gospodarstvo bo na ta račun bolj okrevalo, ne? Veliko ljudi nima dostopa do dolarja, ker imajo recimo zelo slabe ali pa, kako bi se izrazil, manj vredne valute, ne? In to oni morajo konvertirati, ne? In to vse delajo preko kriptotrga, v bistvu preko stabilnih kovancev, ne? Ja, in tudi podatek, se pravi, skoraj procent vseh dolarjev je v bistvu že v stabilnih kovancih, ne? To je tudi zelo pomemben podatek in ja, nočem biti žaljiv, ampak ja, dejansko imamo tudi take konce sveta, kjer ni vse samoumevno, tako kot je nam, ne? Čisto enostavno, tam se pač morajo znajti na drug način in to je momentalno edina rešitev. In dobra rešitev. Aljoša, bi tukaj kaj dodal, kakšno svojo zgodbo? Ja, jaz bi dodal najprej to, da Evropejcem oziroma zahodnem svetu res ni treba, ni bilo treba tega skrbeti, ali imajo banko, ali imajo, ali ne, v bistvu živimo v neki coni udobja, samoumevno nam je, da denar pride do nas. Ne, v Afriki imajo pa ta problem, rečemo, če pogledamo neko savano, par tisoč kilometrov in na drugi strani živi neko ljudstvo. In nimaš ceste, nimaš infrastrukture do tja. Se pravi, če hoče banko tam postaviti, je velik strošek, da sploh material do tja spravijo, potem morajo to zgraditi, pol pa interneta nimajo. In spet nič ne dela in pol bomo v 21. stoletju pa na papirčke pisali, kdo ima, kakšen ima račun, pa kako bomo to vodili. Jaz sem bil na eni konferenci v Londonu na temo investiranja pa priložnosti investiranja v vesolje. In tam smo obdelali eno zanimivo temo, ne, ker lahko zdaj kar navežem tudi pol na koncu na kriptovalute. Trenutno poteka en tak velik boj za prevlado na orbiti in zato države pošiljajo pospešeno satelite gor, zato ker ti, ko orbito zasedeš, jo ne more nihče drug več zasesti, ne. Ciljajo pa zelo na Afriko, pa te nerazvite ali pa terene, ki so zelo težko dostopni, ne. In izpostavili so problem raven ta, da v Afriki si lahko kupijo telefon za $100, na drugi strani imajo pa potem mesečno najemnino za telefonirati, za operaterja, tudi $100 in tega si pa ne morejo več privoščiti, ne. In imajo zelo drago telefoniranje in z satelitsko telefonijo oziroma s satelitskim, tako kot je Tesla ima, ne, v bistvu ta Starlink, ki omogoča internet v manj dostopnih krajih oziroma v krajih, kjer je tradicionalen internet ali pa mobilni signal slabo pokrit, ne. In v bistvu tako bojo potem Afričanom omogočali imeti cenejši internet. Na telefonu, ki ga bojo že tako ali tako kupili, si lahko naložijo neko denarnico in svoj denar zamenjajo za neko stabilno valuto in tako bojo tudi si zavarovali svoj denar, pa še to infrastrukturno nič ne stane. Ni treba ceste tja pripeljati, ni treba banke zgraditi in smo v bistvu s tehnologijo vse rešili in jim olajšali življenje tudi v teh nedostopnih predelih. Preden nadaljujemo in če želite izvedeti še več o investiranju v kriptovalute, se na povezavi spodaj prijavite na posvet. Kako pa je s kreditiranjem v kriptovalutah? Ja, super, tudi... A to že deluje? Kakšne priložnosti pravzaprav ponuja, če jih? Tudi kreditiranje že obstaja, ravno v teh državah, ki sem jih že prej omenil, se pravi za zagotavljanje njihove likvidnosti, ne potrebujejo iti na banko pa se izkazovati, da so kreditno sposobni, ne, ampak je v bistvu kriptokreditiranje že omogočeno na način,
da pač kriptovalute, ki jih poseduješ, je to Bitcoin ali pa Ethereum recimo, jih zakleneš in na račun tega zaklenjenih kriptovalut, se pravi, jih ne rabiš prodati, ampak dobiš na račun tega v bistvu likvidna sredstva, ki jih pač potrebuješ, no, za karkoli, stanovanjski problem, tam karkoli, ne. Bistveno drugače, bistveno bolj enostavno, kot smo mi navajeni, če gremo mi na banko po kredit, vemo, kakšni so postopki. Prvo moraš biti kreditno sposoben, poroki, garancije, in sploh, je tukaj zadeva čisto enostavna, ne. Tako da tudi z tega vidika se bo tudi preselili v zahodni svet, ker je bistveno bolj enostavno varno. Kriptovlagatelji že nestrpno pričakujemo novembrske predsedniške volitve v Združenih državah. Vemo, da je Trump kar velik podpornik kriptovalut, ne? V zadnjih tednih pa so tudi Harrisova in njena ekipa presenetili z bolj pro-kripto stališči, kot je pričakovala večina investitorjev. Ali pričakuješ kakšne večje premike na trgu v času volitev? Ja, seveda bo čas do volitev že zdaj je negotov, v tednu pred volitvami pa po volitvah bo še bolj in takrat tudi odsvetujem, da bi kdorkoli aktivno trgoval v tistem času, je boljš počakati, zato da se zjasne, kam gremo, v eno smer ali v drugo smer, pa bomo videli, ne. Verjetno je tudi Harrisova so ugotovili, da je tehnologija tista, kar nam lahko življenje pohitri, poenostavi pa poceni, ne. In seveda se takemu napredku ne moramo zadrževati oziroma se mu upirati, ne, ker če bi to delali skozi, bi bili še vedno na drevesu. Benjamin, še tvoje stališče? Ja, ameriške volitve so vsekakor zdaj osrednja tema oziroma dogajanja tudi na finančnih trgih. Sam osebno pričakujem večjo volatilnost v času pred volitvami, tudi na račun traderjev, ki bodo poskušali ta večja nihajanja izkoristiti za hitre zaslužke. Trump je bolj naklonjen kriptu, tudi Kamala se zdaj ne more reči, da kripto ne, ker dejansko v tem predvolilnem obdobju gre za boj za volilce oziroma za volilne glasove. Trump je tudi recimo bil prisoten na Bitcoin konferenci. Jaz, ko to malo spremljam tudi iz drugega zornega kota, na tej konferenci je pač izjavil, da bo prvo, kar bo naredil, da bo zamenjal Garyja Genslerja, recimo, ne. To je predsednik SEC, se pravi ameriškega regulatorja, ki je delal kar nekaj problemov tudi na kriptotrgu, se pravi malo antikripto oziroma pač povzročal je s svojimi odločitvami določene težave. In bo v bistvu na nek način tudi povzročil, da se sam razvoj tehnologije umaknil iz Amerike. Veste, tehnologija vedno najde pot, ne. Se pravi, vedno najde okolje, kjer se bo lahko razvijala. In s tem, ko bo, se pravi, odpustil Garyja Genslerja, Trump želi, oziroma v tem nagovoru pove, da želi, da je glavni, se pravi, razvoj blockchain tehnologije v Ameriki. In zdaj, a je to populistično, se pravi, za pridobivanje glasov. Tako, kot sem rekel, zadeve spremljam tudi malo z drugega zornega kota. Po tej izjavi, zdaj ne vem, a je ta izjava razlog, ampak v bistvu na kriptostavnici, če lahko tako rečem, ki deluje na blockchain tehnologiji, kar pomeni, da je verodostojna, se je recimo naredila razlika, da zdaj recimo Trump vodi že skoraj 10% pred Kamalo, ne. Še enkrat, ne vem, a je ta izjava razlog, ampak če je, lahko razberemo iz tega, da je kar veliko ljudi, ki pač že rokuje s kriptovalutami in to smatram za zelo, zelo pozitivno, ne. Po drugi strani se zdaj omenja, da bo naredil Trump platformo na blockchain tehnologiji, se pravi svojima sanovama, World Liberty Financial. Zdaj, a to bo ali ne bo, spet težko rečemo, ne. Trump je že marsikaj rekel, pa pol ni bilo nič iz tega, ne. Naj bi se zdaj v bistvu že vključevali kreditirani povabljenci, naj bi se začel pisati bel papir, white paper, in v bistvu Trump spet hoče, da povprečnega Američana
s to platformo, da mu omogoči, da se v bistvu distancira oziroma osamosvoji finančnih kremplov, če lahko temu tako rečem. In bomo videli. Zdaj, sama platforma, pač še ne morem povedati, od nekaj še ni. Če bomo videli, ampak pustimo se presenetiti. Zdaj, koliko bo revolucionarna, bomo pa tudi videli, no, če bo res dosegala te kriterije, ki jih pač Trump želi povprečnemu Američanu. Ne. Zgodovinsko gledano so bili zadnji meseci leta izjemno donosni za kriptotrg. Kateri dejavniki se vama zdi, da bodo najbolj vplivali na cene kriptovalut v prihodnjih mesecih, ter kaj pravzaprav vidva pričakujeta na kriptotrgu do novega leta? Do novega leta je zelo težko, ker bližje kar je, kaj bo jutri, ne vemo, kaj bo pa čez 5 let, pa približno vemo, da bo verjetno cena veliko višja, kot je danes. Bojo pa odločilnega pomena te ameriške volitve in za kriptotrg, za kovine, za delniški trg, tudi za surovine. Lahko vplivajo, mislim, da se bo neka pot bolj jasna pokazala, ena neznanka se bo odstranila in to je že vse v bistvu za to mirnost pa predvidljivost, ki jo imajo trgi radi, je to pozitivno. In že sam zaradi tega lahko rečemo, da bi lahko tudi rasla, čeprav je to zelo špekulativno reči. Benjamin. Če ta prvo malo za šalo, te zadnji 3 meseci, sploh v ciklu, kjer se zdaj nahajamo, smo jih kar malo preimenovali, se pravi Oktober, November pa December. Se pravi zadnji 3 meseci, malo zahecno, ampak v zgodovinsko gledano v obdobju cikla, kjer se zdaj nahajamo, so bili ti 3 meseci vedno zelo zeleni. Sam sem mnenja, da glede na to, da se obrestne mere nižajo, glede na to, da se že tiska denar, glede na to, da Kitajska krepi svoje gospodarstvo z finančnimi injekcijami, so to pozitivni signali in jaz pričakujem, da se bo kriptotrg kar razbohotil. Zdaj pač po padcu v letu 2022 je že kar dolgo obdobje, ko se na kriptu z izjemo konec leta 2023 pa potem začetek leta 2024, ko je pač Bitcoin dosegel že svoj all-time high, imamo tukaj halving, ki je bil letos v aprilu, se pravi polovičenje. Tako da to so vsi indikatorji, ki pač govorijo v prid temu, da je kripto tik pred eksponentno rastjo. Zdaj, kdaj se bo zgodila, ne morem reči, vem pa, da se bo. A se bo to do konca leta zgodilo, a se bo to v naslednjem letu, pač to ne morem odgovoriti. Jaz sem pač pozicioniran v kriptu, da je še dodatno povečal svoje vložke v kripto, ker smatram, da vstopam poceni in to, kar se dogaja v ozadju, me navdihuje, me ne skrbi, kaj se bo z mojo investicijo zgodilo, ker verjamem, da je pred nami lep konec leta in še lepše naslednje leto, kar se tiče kriptotrga. Draga gosta, obdelali smo kar precej tem, za kar sem vama iskreno hvaležna in se vama zahvaljujem in upam, da se kmalu zopet vidimo na istem mestu. Hvala za povabilo. Hvala tudi.